Draga publika, spoštovani in cenjene zagreti za tekmo zunaj, dobrodošli in pozdravljeni. Ne vem, kako vi doživljate tale pomladni preporod, ampak po dolgi in mrzli zimi, ki v dolinah tudi ni privoščila veliko snega, so te na pol poletne temperature ob popoldnevih pravi balzam. Teči v kratkih hlačah v marcu je privilegij, ki sem ga sam izkoristil tudi danes. No, pred ponovno zimo imate še čas, da dobiti malo prezgodne vitaminske barve. Če ste danes zunaj, vam jo bo dalo na belo zimsko kožo. Vabim vas, da si ogledate in poslušate prejšnji podcast številka 88. Volodimir Stalinski je odličen tekač, Ukrajinec, ki že 5 let živi v Sloveniji in ki ga vojna v njegovi domovini neposredno zadeva. Donacije tega podcasta zato zbiram za namen pomoči njegove domovini in beguncem iz Ukrajine. Hvala vsem, ki ste že darovali, hvala vsem, ki še boste. No, poglejmo zdaj malo po terenu. Veliko se dogaja in še se bo dogajalo. Pretekli vikend je bil tekaško živahen, tako živahen, kot da bi bili leta 2019. Res je, poleg planice, ki je bila nabita kot v boljših časih, so tudi tekaške prireditve širom Slovenije gostile gorske, cestne in trail tekače. V soboto je bil tako okoli Šmartinskega jezera pri Celju otvoritveni tek celjske tekaške scene. Velikonočni tek je gostil kar 300 tekačev, tako na 4,5 in 10 kilometrov. Na daljši razdalji sta stavila vedno boljši Ribničan Tadej Osvald, pri dekletih pa Lara Rajterič. Na tradicionalnem teku k Svetemu Primožu, že njegovi 26. izvedbi sta v Mekinjah pri Kamniku slavila Timotej Bečan in Varineja Drašler. Isti dan je bil na sporedu tudi tradicionalni ormoški polmaraton s tudi skoraj 300 tekači na otroškem teku na 5, 10 in 21 kilometrov. Na najdaljši razdalji je med ženskami tekmo dobila Jasmina Pitamic-Vojska z 1,22, odlično. Pri moških pa je bil brez konkurence Jani Mulej z 1,12, ki je vikend predtem že dobil pomladni tek na Jesenicah. Na desetki v Ormožu sta slavila Blaž Orešnik in Andreja Gorčan. V sosednjem Hrvaškem so gostili pomladni polmaraton, Zagreb sprint half maraton, Anja Fink je z 1,15 kot prva belopolta tekačica osvojila odlično 3. mesto. Isti dan je bilo v Istanbulu odmevna polovička, ker je zmagovalec Quemboy iz Kenije tekel pod 1 uro, postavil rekord proge. No, naša Neja Kršinar pa je pred Dunajskim maratonom preverjala formo. Še v polnem treningu rahlo utrujena je z 1,15 ob močnem vetru pokazala, da je za nove izzive odlično pripravljena. No, atleti nasploh so že v pogonu. 2 tedna nazaj sta Primož Kobe in Mitja Krev stekla na desetki v Berlinu in se oba spustila pod 30 minut. Tokrat je bil boljši Mitja z 29:32, Primož pa je z nekaj težavami za njim zaostal 20 sekund. Primož se je na piljene forme pred maratonom v Rotterdamu še enkrat vrnil v Kenijo in tam sem ga ujel ravno pred popoldanskim treningom. Evo, gospoda, takole v živo oziroma direktno iz Kenije se nam javlja naš najboljši maratonec Primož Kobe, ki je letos že drugič doli. Primož, živijo, pozdravljen, dobrodošel. Živijo. Povej mi, kakšno zdaj, ki je vreme v Keniji, v Sloveniji, trenutno imamo 15 do 20 stopinj pa sonce, konc tedna spet zimo? Super vreme, še vedno se nadaljuje deževna doba oziroma sušna doba, ampak ravno pred kratkim smo imeli eno nevihtico, tako da trenutno ni take vročine, kajti smo na kar visoki nadmorski višini 2400 metrov in če ni sonca, je kar hitro se shladi tam, ampak še vedno, tako bi rekel, idealnih 15 do 25 stopinj. Super, se pravi, skoraj da višinske priprave, 2400 pa že ni več tako malo. Ja, tukaj je kar vse težko, no. Tako lahko rečem, vse je težko, no. Letos si že drugič doli, bil si januarja, če se ne motim, malo dalj časa, zdaj si spet. Kako to, da si že drugič
tam v Keniji? Ja, odločil sem se, da pač bom ta zadnji del priprav oddelal tukaj. Se v bistvu čist posvetil sam sebi in se umeril pripravil. Pri nas je pač pa preveč šumov vseh, ki jih imam in rekel sem, da se pač tukaj še zadnji del opravim in pa da vidimo, kako bo, ker se tukaj dobro počutim. Daj malo za nas lajke, ki poznamo samo Rift Valley, malo povej približno, kje si zdajle. Nahajam se v mestu Iten, to je blizu Eldoreta. Tukaj v bistvu je res tak tekaški center, tekaška meka, kjer trenirajo vsi, bom rekel, najboljši, ne. Od kenijskih do tudi zadnje čase kar dosti evropskih atletov preko zime, tako da so pogoji tukaj za tek odlični in super je, no. Ko si bil prvič doli, se spomnim tiste fotke, ko si bil na štadionu, delal intervale, praktično z ramo ob rami tebi, pa je bil Eliud Kipchoge. Ga še kaj videvaš te dni, ali si že šel kam drugam? Ne, zdaj ima pauzo, ampak sem se pa pogovarjal z Patrickom Sangom, da bom najbrž obiskal naslednji teden ga. Če bo seveda vse skupaj prišlo, zdaj, ko imam pač malo pauzice in bom možnost obiskati ga. Tako da upam, da se naslednji teden srečamo. Eliud je letos že odtekel en maraton v Tokiu, je odkljukal še eno zvezdico med majorsi. Tebe letošnji maraton še čaka prvi, kaj ne da? Ja, 10. aprila v Rotterdamu teče maraton. Pa me pa čaka še Evropsko prvenstvo 15. avgusta v Münchnu, tako da bo kar pestra sezona. München je sorazmerno blizu Malmemika, da bi mogoče vsaj pogledati prišel, kako se teče tam gor na Evropskem prvenstvu. Reci mi, spremljal sem to tvojo začetek sezone, pardon. Bil si v Berlinu na Invitationu 10 km, zdaj si se pred Kenijo oglasil še v Franciji na polovički. Nekako nisi bil zadovoljen po prvih 2 tekmah te sezone. Ja, ni mi nekako steklo, no. V Berlinu sem malo naredil napako, sem malo prehitro začel in sem pol malo plačal. Seveda mislim, da sem bil veliko boljš pripravljen. Mora se vse poklopiti, ne. Mogoče se tudi nisem dovolj spočil za tekme. Sem pa letos, se mi zdi, boljš pripravljen kakor lansko leto, tako da bi mogel. Jaz sem napadal celo čas tam okoli 29:0, ne, oziroma idealno sekundo pod. Ampak se ni išlo, zaradi tega sem potem je od, bi rekel, junaka do bedaka, ne, prišlo do take, ampak vseeno, no, v Lilu sem imel pa malo težave z bodcem, sem že malo analiziral, zakaj se je to zgodilo, tudi mislim, da vem zakaj, tako da to se mi zdaj ne sme zgoditi v Rotterdamu, pa mislim, da bo. Se ti zdi mogoče, da si zdaj pod večjim pritiskom pred Rotterdamom, ker ni šlo vse po načrtih prvi mesec, ali greš tja vendarle popolno skoncentriran in fokusiran na rezultat? Ja, seveda, ne, dobri rezultati na prejšnjih tekmah prinesejo samozavest, pa bom rekel neko olajšanje in po drugi strani pa zmeraj dober rezultat, bom rekel, se potem dosti ne fokusiraš, tako da zdaj se res mislim, da sem dobil dobro brce v rit, da se dobro pripravim, sfokusiram in to tečem, ker vemo, da dober maraton na maksimumu je pa res težko sestaviti skupaj. Več dejavnikov bo, ki bodo vplivali na to, skupina, veter, počutje, veliko stvari. Lahko ti steče ta zadnji del, kako bom oddelal še tudi zdaj, koliko se bom spočil, tako da, ampak
Jaz mislim, da sem pripravljen, verjamem vase in mislim, da lahko tečem en zelo hiter maraton. Recimo, da si povedal, kam ciljaš pri 10, kam pa ciljaš letos pri polovički in maratonu. Ni skrivnost, da si večkrat že dejal, da je državni rekord tudi nekje na tvojih planih. Ja, zdaj v bistvu do 13 km v Lilu sem imel čas za 63, tako 63-64, se pravi ura 3, ura 4. Mislim, da bi to mogel do konca pripeljati, ampak sem se pol 5krat ustavil in bolečina je bila prehuda. Čim sem začel nazaj teči, je se zopet pojavila, tako da nisem mogel tega pokazati. Zdaj v maratonu pa vse sem že večkrat povedal, da se pač lovim ta državni rekord. Jaz mislim, da sem ga sposoben odteči. Zdaj pa vse bo odvisno od tega. Jaz vem, da sem to sposoben, samo poklopiti se mora vse skupaj, ne? No, Rotterdam je svoje čase veljal za enega najhitrejših svetovnih maratonov, držal je svetovni rekord. Zdaj v zadnja leta je mogoče malo manj popularen, ampak še vedno hiter, raven. Če ti recimo v Rotterdamu uspe en odličen čas, pa morda ne državni rekord, se ozira že proti jeseni, po Münchnu, še kakšen maraton za zaključek sezone? Ja, mogoče celo v Ljubljani, ne vem. Bom se odločil po Münchnu, ko bom videl, v kakšnem stanju bom. Namreč letos sem bolj, bom rekel, vzdržljiv, vse skupaj telo je, ampak se bojim, da bo po tako kratkem času v 2 maratonih bo kar dosti posledic, tako da bom videl, no, ampak mogoče pa celo še odtečem enega, no, ne rečem, da ne, no. Te bomo mogoče tudi na slovenskih cestah v spomladanskem delu še kaj videli na kakšni krajši dirki ali pa morda na stezi? Ja, jaz mislim, da definitivno. Tekel bom potem, ko se tale maraton odtečem, definitivno več doma. Imam pa še en cilj, no. Spet se bom letos udeležil tega evropskega pokala na 10.000 metrov, konec maja. Tako da praktično takoj po maratonu sem probal spočiti in pa čim bolj pripraviti na ta evropski pokal, ker lani sem odstopil v Birminghamu in ni bilo res dobrega občutka. Bi pa rad letos popravil ta čas in ker vem, da sem sposoben teči pod 30 minutami, to pa ni zdaj uspelo že mislim, da 22 let nekaj tazga nobenemu Slovencu. Zdaj smo v bistvu prebili ta let z Mitjem, tako da zdaj na cesti letos že in lani tudi oba pod 30 minutami, tako da bom rekel, prej so vsi malo skozi zbockali, daj boste po 30, zdaj pa noben ne reče, wow, zdaj pa ste po 30, bravo, ne. Dobro si napisal zadnjič v Facebook postu, si rekel, ne vem, nikoli si nisem mislil, da bom nezadovoljen s časom na 10 po 30, ampak tudi to se zgodi. Se pravi, z Mitjem sta dvignila kvalitativni nivo 10 na cesti prav gotovo visoko in to so dobri obeti tudi za ostale, no, mogoče zgledi vlečejo, pa bo še kdo drug potegnil za vama. Ja, jaz upam, no. Mislim, da zdaj kar en dober val prehaja za nami, tako da bi mogli, no, treba je pa delati, no, verjeti vase in ne pride to v parih mesecih, ne. No, glede na to, da si tole sezono v celoti po svetu atletiki s svojim rezultatom, vendarle na jesen še vedno računaš, da boš glavni in vodilni na novomeškem polmaratonu na tvoji dirki? Če bom tekmoval, to je še daleč, ampak definitivno bom tam, pripravljamo, datum je 2. oktober, tako da bo spet spektakel. Upam, da bom lahko se tudi jaz udeležil, no, teka, rad bi te rekorde malo postavil malo boljše, no, da bi imeli nek spodoben čas na našem polmaratonu in da dvignemo to
še više to kvaliteto rezultatov. No, hotel sem te vprašati, kolega, da zadnjič je brskal malo po seznamih različnih maratonov, našel je seznam vinskih maratonov na svetu vmes, tudi seveda novomeški polmaraton, pa je rekel Hudiča, nekaj mi manjka seveda tam, ne, Cviček, pa sem rekel, vmes Primožu rekel, ko ga prvič vidim, kdaj bodo ob progi točili Cviček, pa morda tudi v cilju? Je na 11-12 kilometru je vsako leto Cviček pri gostilni. To je neuradna postojanka. Ja, bomo pa letos tudi se potrudili, da bomo zopet v goodie bagu imeli zopet Cviček. Tako da jaz mislim, da je to zelo prijetno darilo dolenjskega okolja. Tako da upam, da bomo. Me pa že tudi župan malo če bi naredili en vinski tak tekaški dogodek, pa sem rekel, ja, da bomo samo po moji karieri, ko se jaz temu lahko bolj posvetim rekreativno. Odlično, se pravi, ne bo zmanjkalo. Evo, izzivov. Primož, koliko časa boš šel v Keniji? Še dober teden. Super. Tako, ja. Tako da nekaj treningov še imam, pojutri, pa čez 2-3 dni. Še 2 taka malo treninga, malo močnejša, potem pa se počasi začnem že koncentrirati na Rotterdam. Evo, super, Rotterdam bomo definitivno spremljali, jaz ti želim še odličen teden treningov, pa seveda pozdravi Eliuda Kipčogija, če ga slučajno vidiš. Hvala. Srečno v Keniji, ajde, živijo. Živijo. Kje se bo teklo pri nas v naslednjih tednih? Ja, teh po ulicah Tržiča bo 2. aprila, tokrat spremenjeno progo, teden dni kasneje ATDS Vinčan organizira znani K6 trail, dan zatem tudi kronometer na Bukovcu, ki šteje za državno prvenstvo za mlajše kategorije. 10. aprila bo Hop na grad, dobrodelni tek za pediatrično kliniko v Ljubljani in pa isti dan tudi novomeški tek pod okriljem atletskega kluba Krka. 9. aprila je v Murski Soboti državno prvenstvo v krosu, v albanski Tirani pa balkansko prvenstvo v polmaratonu, kjer nastopajo tudi slovenski tekači. No in če še veste za kakšno prireditev, ki bi jo radi izpostavili, predstavili, koledarje, zdaj izbiram vse koncev in krajev, mi kar javite ali pišite, pa jo predstavim z veseljem tudi tule. No, tokrat bom izpostavil posebno tekaško prireditev, ki v Sloveniji ni ravno pogosta. Kolikokrat imate kot rekreativec ali rekreativka možnost pomeriti se na stadionu na teku na 10.000 metrov? Kraljevska stadionska disciplina bo 9. aprila v Kranju na voljo tudi vsem kroženja željnim rekreativcem. Da pa mi kaj več pove o njej, sem poklical organizatorja Luko Smrkolja iz Zavoda za šport Kranj. Luka Smrkolj, živijo, pozdravljen. Pozdravljen. Mi rekreativci praviloma atlete gledamo, kako tečejo na stezi 10.000 metrov. Sami se navdušujemo v teh disciplinah. Zdaj, ti pa si omogočil tudi nam, navadnim smrtnikom, da to lahko počnemo. Povej mi, Luka, kaj je to štadionska desetka? Na zavodu smo se odločili že prejšnjo leto, ker je zdaj letos drugo zapovrstjo, smo se odločili, da, ker ni bilo v tistem času precej tekem, da naredimo neko na zaprtem oziroma na nekem krožnem gibanju, da ne rabimo zapirati cest. Pa smo rekli, ok, pa naredimo 10 km, saj to je neka distanca, ki jo skoraj da vsak lahko preteče, če malo časa teče. Tako da, rekli smo, dajmo narediti nekaj zanimivega, kjer v Sloveniji tega še ni, oziroma zelo malo teh tekem, pa smo rekli, zaprimo, pa spustimo noter športnike, oziroma tekače. Super, no, štadionska desetka se dogaja na štadionu v Kranju, na sporedu je letos 9. aprila v soboto. Povej mi več, no, par tehničnih podatkov za najne gledalce, poslušalke. Štarti se bodo začeli ob 9, oziroma na vsako uro je štart, predvidoma nekje 15 tekačev sprejetih v eno skupino, lahko bomo tudi malo spreminjali, ampak načeloma smo rekli 15. V
kdo bo prišel, rečemo, na ta tek. Vabljeni so večinoma vsi, ki so poskušajo preteči 10 km, se pravi 25 krogov v čisti ravnini, brez padcev oziroma z ovinki. To je na atletski stezi vedno zanimivo. Pa vsak, ki hoče narediti dober trening, to je vsekakor na neki ravnici, na atletskem stadionu, kjer ni omejitev, lahko tečeš zelo hitro, celotni čas enak tempo. In pa vsak, ki hoče biti v dobri družbi. Zakaj to govorim? Ker pridejo iz društva Happy Gym, kjer so vrhunske atletine oziroma z načelom z Nejo Kršinar, pa tudi Neža Žerjav, letošnja debitantka z vstopom na olimpijskih igrah v Pekingu, tako da pa še te matadori, tudi Marko Roblek, če ga poznaš, pride in ostali, tako da jih bo kar nekaj dobrih tekačev v naših družbi. Na prvi inauguralni štadionski desetki sem prisostvoval lansko leto. Lahko rečem, da je nekaj posebenega 25krat obkrožiti stadion v Kranju. Ne bom povedal, kdaj sem začel odštevati kroge, ne prištevati. Je bilo pa zanimivo, ko je Neja Kršinar laufala mimo, kar je parkrat s tem lahkotnim korakom in potem zmagala med ženskami. Kdaj pa imaš šanso laufati z bodočimi olimpikami? Luka, je kaj omejitev, se lahko še tekači, ki jih to zanima, prijavijo? Kje se lahko prijavijo? Prijavijo se lahko vsakič do srede 6.4. prek spletne prijavnice. Letos je nekoliko drugače kot pa pretekla leta. Po 6.4. pa se lahko prijavijo tudi, vendar ne dobijo darilne vrečke, ki bo do 6.4. še vedno prisotna. Seveda pa vsak, ki bo želel tekmovati, pa pride tudi na samo tekmo, pa se tam prijavi čisto pred tekmo oziroma med tekmo, pa lahko starta vsake uri do 13. ure. Pripravili smo tudi za tiste, ki malo več kot 1 uro tečejo, pa lahko pridejo do 13. ure oziroma v 13. štartajo in tečejo do 14.30. Pomemben podatek, ki ga ne smeva izpustiti, namreč to je eden redkih tekov v Sloveniji, kjer ni štartnine. Tako je, bravo. Odločili smo se na zavodu, da ne damo štartnine, hkrati pa ponudimo tudi neko darilno vrečko, v kateri kar nekaj, bom rekel, dobrih pripomočkov, ki jih lahko uporabiš v naslednjih tekih. To je redkost, to je res redkost. To je redkost, ja. Lepa gesta, tako da jaz sem že prijavljen, spoštovani in spoštovane, vabljen se prijavi tudi vi. Mogoče še koliko tekačev približno pričakuješ? Preteklo leto smo jih nabrali nekje okoli 30, letos pa poskušamo to številko podvojiti, saj smo vse objave predstavili celo na Radio Kranj, kjer se je že en teden pa do same prireditve 2krat na dan objavlja, in pa potem na Instagramu, na Facebooku in vseh ostalih elementih, socialnih omrežjih, kjer lahko to zvejo. Imamo pa na spletni strani Zavoda za šport Kranj, prijavite se lahko na zsport-kranj.si na naši spletni strani, potem dobite potrdilo, da ste prijavljeni. In to je načeloma to. Bravo, Luka, evo, sigurno se vidimo 9. aprila v Kranju na štadionu. Sem morda še kaj pozabila povedati? Mislim, da bo to kar vse. Čim več prijav, čim več dobre družbe, pa pridite navijati, če ne drugega, saj zraven stopati. No, super, Luka, hvala ti vsem gledalkam in poslušalcem. Če bi me radi videli trpeti na štadionu in me premagati na ovalu v Kranju, imate šanso 9. aprila. Luka, hvala, da si se oglasil, se vidimo na štadionu. Lep pozdrav, živ. Čau. Za uvod v glavno temo ultra pomladni koledarček. Najprej rezultati 6-urnega virtualnega teka pod okriljem Mednarodne ultramaratonske zveze, ki se je odvil pretekli vikend. V Sloveniji je v izzivu sodelovalo 9 moških in 5 žensk, ki so skupaj pretekli več kot 800 km. Med moškimi je kar 77 km tekel Uroš Srnec, pri dekletih pa je slavila Neža Vnovles 67 km in 840 metri. Bravo vsem! Medtem ko so se na Hrvaškem preteklo nedelo izvedli znameniti tradicionalni tek iz Zagreba v Čazma, 61 km supermaraton, pa se tudi v Sloveniji pripravljamo na ultradogodke, ki dobivajo vedno več terminov v tekaških koledarčkih. Medtem ko bo 23. aprila v Tivoli že tradicionalni maraton, na katerega se že lahko prijavite in sodelujete v ekipah od 2 do 8 tekačev, pa nas že ta petek čaka nova premierna ultraška prireditev v naših koncih, 24-urni tek.
Koprska Bonifika bo gostila prvi slovenski 24-urni tek, Slo 24, štartom v petek 1. aprila ob 17. V sodelovanju z občino Koper ga organizira Akus, atletski klub Ultramaraton Slovenija. Več o dogodku mi je povedal znani ultraš in direktor te prireditve, Luka Videtič. Luka, Videtič, živo, pozdravljen, dobrodošli spet. Čau. Prav posebna priložnost je, da spregovorijo v njej, namreč v Sloveniji zadnja desetletja ni bilo omembe vrednega teka na 24 ur. Evo, ti si se odločil, da to spremeniš. Prvi slovenski pravi 14-urni tek bo to soboto, bo ta petek 1. aprila v Kopru. Povej mi, zakaj 24-urni tek, odkje ideja? Zdaj, če pogledamo globlje, svetovna evropska prvenstva se tečejo na 50 km, 100 km in 24 ur. Zdaj, 50 in 100 km v Sloveniji imamo pokritih, 24 ur nimamo. Če želimo, da ultra tek postane resen šport, potem se moramo tudi mi resno obnašati, kar pomeni, da rabimo tekmo na 24 ur. Si jo želimo imeti tekmo na 24 ur. Zdaj, jaz se s tem športom, dajmo reči, tekmovalno ukvarjam 4 leta, 4 leta se že pokvarjamo, da bomo nekaj naredili. No. Zdaj, letos je končno prišel ta čas, da vsaj probamo nekaj narediti. Tako da, zdaj 1. aprila bomo prvič startali. No. Odlično. No, prizorišče je vrhunsko. Ne vem, če je kakšen kraj v Sloveniji še, kjer ima kilometrski krog podložen s tartanom na Kopru na Bonifiki. To imate, se pravi, tja si postavil tudi prizorišče tega dogodka. Ja, mislim, da pogoji za tek so idealni. Prvo, proga je v kompletu osvetljena, 24/24, proga je zagrajena, to pomeni, da se neki naključni spremljevalci ne morejo naključno kar znajdeti na progi. Poleg tega je pa krog, nima nekih ostrih ovinkov in je cel iz tartana, kar pomeni, da je bolj prijazen do kolen in do vsega, kar na 24 urah tudi to pomeni. Ne. Ni pa točen kilometr, tako da proga je malenko skrajša od kilometra. Zdaj, če bi imel prog, bi lahko zbiral, bi si želel, da bi bila proga 200-300 metrov daljša, ampak tega pač ne morem. No ja, videl sem, da si dal pomeriti progo uradnim merilcem, tako da vsi rezultati doseženi na tem teku bodo na koncu lahko tudi priznani kot rekordi in tako naprej. Ja, mislim, če se gremo lesne tekme, pol mora biti tudi resno zastavljeno. Proga je certificirana, se pravi, je uradno umirjena. 3-krat smo šli skozi, spremenilo se je za 10 cm, tako da dajmo temu verjeti. Vsi rekordi, ki bojo ali morda bojo postavljeni, bojo veljajo tudi, dajmo reči, za bilo katero normo, se pravi špartatlon, pa vse te teke bojo isto, bojo rezultati veljali. No. Tako da, tekma bo regularna. No, dajva zdaj še kaj več povedati o samem prireditvi. Začne se 1. aprila in ne, to ni hec, ob 5. popoldne, zaključi 14 ur kasneje. Povej mi še par tehničnih podrobnosti. Se pravi, tekma štarta ob 5. popoldne, 1. 24-urni tek konča naslednji dan, ob 5. v soboto, ob 5. zjutraj načeloma bi mogel štartati 12-urni tek, zdaj imamo enega prijavljenega, ne vemo, če bo prišel ali ne bo. Se pravi, 6 ur pred koncem, 5 minus 6 je 11, pa štarta 6-urni tek. No. Tako da, te 3 discipline imamo, zdaj žal, 24-urni tek, da bi ga napolnili, samo da bi lahko si privoščili, da bi imeli tekma za 24 ur, ne moremo, ker nas je premalo v Sloveniji, tek je prvič se izvede, tako da njih neke gužve na progi ne bo, tako da smo to dopolnili z nekimi drugimi disciplinami. No. Vem, da si sam tudi med tekmovalci, tako kot večina veljavnih slovenskih ultrašov, boš na svoje tekmi tudi tekel na polno, po čemer si znan na ostalih dirkah? Zdaj, imam neke zdravstvene težave, nekaj me tle boli čez trebuh, sicer zdaj sem kar normalno tekel, tako da plan je temu, da štartamo na polno in da vidimo, koliko nese. No. Pogoji bojo dobri, tako da. Koliko je še pogumnežev, ki so podali na 14-urni tek? Mislim, da nas bo 19, 20, nekaj takega, mislim, da je. Odlično, lepa številka. Najbrž so prijave že zaprte ali kakšnega zamudnika še vendarle sprejmete, če bi se še kdo odločil? Prijave načelom so zaprte, ampak če se kdo želi, se lahko še vedno prijavi. Nimam težav s tem. Nisem tako strog, da bi rekel nekoga, da ne. Če se kdo odloči čez noč, da je tega sposoben, se lahko normalno prijavi in ga bomo podprli. No, ja,
Tako. To pač ni 24-kilometrski tek, na katerega se odločiš čez noč, to je 24-urni tek. Deva reči malo tako, kakšne rezultate recimo pričakuješ, koliko bi se dalo odteči v nekih idealnih pogojih tamle dol pri vas? Zdaj, treba poudariti, da ultratekači, ki nekaj veljajo, bojo tekli na 24-urnem teku. Se pravi, da tle bo 5 tekačev, ki so že tekli preko 200 km in 3, ki so tekli že preko 220 km. No? Tako da konkurenca, kar se tega tiče rezultatsko, jaz pričakujem, da bo dobra in da tudi rezultati pričakujem, da bojo dobri. No? Zdaj, da bi si želel tekača, ki teče čez 240 km, to bi si želel. Mislim, da je proga nastavljena za to, da je hitra, da pogoji bojo, jaz upam, dobri, zdaj sicer se kaže nek dež, ampak vsaj ne bo premrzlo, pretoplo, zdaj dež načeloma nas ne moti, če ne bo lih kakšna konec sveta nevihte, tako da jaz bi bil res vesel, če bi nekdo uspel teči čez 240 km. Zdaj, bomo pa sproti videli. Lani smo dobili prvo državno prvenstvo na 100, letos bo prvič tudi državno prvenstvo na 12 ur. Kaj je potrebno, da tudi tvoj 24-urni tek, se pravi SLO 24, v prihodnosti postane tudi državno prvenstvo? Predvsem ena izvedba. To pomeni, da če mi letos to izvedemo, dokažemo Atletski zvezi in vsem, da smo sposobni neko tekmovanje izpeljati od začetka do konca, pol naslednje leto lahko že zaprosimo za državno prvenstvo. In tak je tudi plan. Ultimativno si mi želimo državno prvenstvo na 24 ur, ki bi potem lahko bila tudi kot neka selekcija, zato da se hodi na svetovna, evropska tekmovanja. Termin 1. aprila je zanimiv, si ga namenoma izbral zaradi koledarja ali kakšen drug razlog? Načeloma pri nas, tle na obali je aprila že dovolj toplo, da se da normalno teči. Kot vemo, zdaj je po teh koronskih letih te tekme spet rasejo. En teden za nami je istrski maraton v Kopru, tako da koledarji so polni, no, in smo se nekako prilagajali in zdaj mogoče smo tle konec zadnje 2 tedna v marcu, prva 2 tedna v aprilu smo videli mogoče neko luknjo, ker bi se lahko mi pač umestili. Ne. Zdaj, če gledamo, da je en mesec za nami je ultrabalaton, katerega Slovenci radi zahajamo. Ne. En mesec pred nami je bila Polonska ultra 100 km, ker tudi Slovenci radi zahajamo in to je lih neka umestna postaja. Mislim, da terminsko, da ustreza. No. Konec leta so ponavadi velika tekmovanja, Špartatlon, pa vse to in bi bilo nesmiselno, da je takrat tekmovanje. Na sredi poletja pa za 24-urno tekmo v Kopru je bistveno prevročeno, da bi si lahko pričakovali neke dobre rezultate. No. Odlično, ja. Mislim, da si lepo razložil. Jaz sem se vedno sprašal, zakaj mora biti vse ultra za božjo voljo sredi troškega poletja, ne, ker je že tako vsega manjka, predvsem vodeno, ti si 1. april izbral kot odličen datum. Raba še kaj povedati, mogoče povabiti kakšnega, bom rekel, gledalca, navijača, kakšnega predstavnika 7. sile, da se ogleda to čudo od blizu in mogoče fotka v tem s tekmovalci. Ja, mislim, poteka na koprski Bonifiki, to je odprto, je v centru Kopra. Zdaj, če je bilo lepo vreme, bi povabil vse, da pridejo na morje, pa si pač pridejo še čez prehodijo mimo Bonifike, pa vidijo, kako to zgleda, ker mislim, da si večino ljudi ne predstavlja, kako zgleda 20 ljudi, da 24 ur teče v krogu. Ampak pač je zanimivo, je nekaj, kar ne vidiš vsak dan, zdaj v Kopru prvič, tako da jaz upam, da bo tudi kakšen po nesreči zašel na Bonifiko in bo vsaj videl, zakaj se gre. Mogoče pa koga tudi navdušimo, da se s tem morda začne ukvarjati, pa vidi pač lepoto tega športa. Mislim, lepo povedano, spoštovani in spoštovane, slišali ste. Luka bo na progi, jaz bom v tej prireditvi za mikrofonom, tako da, če drugega ne, pridite dol, saj naju pogledati. Ja, vesela vas bova. Luka, tebi pa hvala za javljanje z obale. Želim, da se tole vreme do petka uredi in se vidimo na obali. Marko, se vidimo v petek, hvala ti. Ajde, hvala, čau. Čau. Za konec pa spet v Kranj, ker bo slovenski 12-urni tek letos 5. junija prvič štel tudi za državno prvenstvo v 12-urnem teku. Že nekaj let izvrstno organiziran, pa bo tudi letos pod taktirko ultrašev Maja Rigač in Klemna Boštarja, ki je tudi direktor prireditve. Podklical sem ga za nekaj informacij. Klemen, živijo, dobro večer. Kako si? Pravi, Mare. Živijo, menda si pritekel na tale pogovor, ja?
Ja, lahko tako rečemo, ja. Je res. Je res. Ja, zgledaš namreč, Drži. kot da si ravno tekel. Super. Ste videli, da sem stuširana, ne? Ja, naj tudi naše gledalke in poslušalci ocenijo pač tvoj outfit ta trenutek. Klemen, dobila sem za to, da kakšno rečeva o prav posebni tekaški prireditvi. Ja, večkrat smo jo že omenjali v temle podcastu. Slovenski 12-urni tek ima letos cel kup novosti. Evo, razen datuma, ki je letos 5. junija, mi povej, kaj še pripravljata z Majo v Kranju letos? Ja, res je. Letos bo kar nekaj novega. Letos delamo celo pizdarijo. Celo ultraško pizdarijo. Zdaj, največja novost je, mi smo vedno hoteli ta tek spraviti na en višji nivo, narediti bolj zanimivega, atraktivnega tudi za gledalce. Želeli smo tekačem, ki laufajo toliko dolge teke, da jim priskočijo na pomoč tudi navijači. In to mislim, da nam bo letos uspelo. Kaj smo naredili za to? Letos bomo postavili veliko tribuno ob štartno-ciljnem prostoru. Potem bomo za lažji dostop gledalcev, navijačev bomo postavili čez Tavčarjevo ulico, kjer gre trasa, tak ogromen most. Tudi pač zaradi večje regularnosti same dirke, ker bo letos dirka štela tudi za državno prvenstvo v teku na 12 ur in hkrati tudi državno prvenstvo Bosne in Hercegovine v teku na 6 ur. Pomembna stvar oziroma stvar, ki je za poudariti, je tudi, da bomo letos celotno prireditev snemali. Snemali bomo s 2 kamerama in z dronom. Istočasno bomo imeli pa na sami prireditvi tudi studio, kjer boš tudi ti verjetno moderator. Seveda z zanimivimi gosti, z najboljšimi gosti, kar jih Slovenija, pa mogoče tudi širše, kar smo jih pač najdeli, oziroma jih bomo še najdeli. To bo res dogodek, zanimiv pogled tudi za tiste, ki mogoče tisti dan v Kranj ne bojo mogli priti. Ja, tako, izvoli, hočem reči, če si že omenil goste, ja, na vsak način tisti, ki slovenski 12-urni tek spremljajo na socialnih omrežjih, na Facebooku, na Instagramu, že vedo, da pridejo eminentna imena ultraškega športa v Kranj. Ampak, daj mi povej, kdo vse pride, dajva še tukaj poslušalcem in gledalcem povedati, kdo vse pride v Kranj in kdo bo se tekel na kranjskih ulicah? Najprej bi omenil slovenske ultramaratonce, supermaratonce. Mislim, da pridejo vsi, ki v tem športu kaj pomenijo, mislim, da brez izjeme. Kar se pa tiče, bom rekel, teh svetovno znanih imen ultramaratona, moram pa seveda najprej povedati, da pride letos v Kranj Janis Kuros, bog ultramaratona. Vsi, ki, bom rekel, smo malo v tej sceni, vemo, kdo je Janis Kuros, to je Grk, ki je nastopal na, bom rekel, vseh največjih ultramaratonih po svetu v času Dušana Maroleta. Mislim, da je bil Kuros eden redkih, ki je Dušana Maroleta v bistvu premagoval, ne. Je tukaj za omeniti tudi Poljakinjo Patricijo Bereznovsko. Ona še vedno drži rekord špartatlona. Španc Ivan Penalba Lopez, trenutno sigurno eden boljših ultrašov na svetu. Jacek Betkovski, funkcionar Mednarodne ultramaratonske zveze. Kar nekaj takih, no. Naj povem, da pridejo tekači zaenkrat so iz 16 držav na štartni listi, no. Da si pa želimo, da glede na to, da je do dirke še dobra 2 meseca, da se bo še kdo prijavil.
Res huda imena, no, manjka tam še sam še Kamil Heron, pa Sanja Sorokin, pa imel vse svetovno Kamil prvenstvo. Heron smo isto kontaktirali, ampak je rekel, da letos ne, mogoče naslednje leto. Evo, treba je še kaj pustiti za prihodnje sezone, jasno. Tako je. Glede na velik naval prijav vsaj v začetku in omejitev, ki je postavljena na 150 tekačih in tekačicah, se je še moč prijaviti na 6-urni, 12-urni tek? Še se je mogoče prijaviti. Sicer registracijo je že opravili prek 150 tekačev, je pa res, da plačeno pa še ni vse. Tako da mislim, da je 25 do 30 mest še prostih. Mi smo dali letos omejitev na 150 tekačev zaradi same regularnosti tekme, ker si želimo, da tudi tisti, ki bodo tekli na rezultat, da imajo kar se da regularne pogoje, da ni pretirane gneče na progi. Če rečeva še eno mogoče o spremembi datuma, dirka je bila svoje čase znana kot julijska, lani zaradi korone avgustovska, letos pa junijska v začetku junija. Zakaj sprememba? Zdaj najprej povem, zakaj je bilo lansko leto avgusta. Lansko leto je bilo avgusta zaradi teh korona ukrepov. Smo dali na avgusta, ker skoraj do zadnjega nismo vedeli, ali se bo to sploh dalo speljati, na koncu smo izpeljali in mislim, da na razpoložljiv čas, ki smo ga imeli, da je bilo, bom rekel, zadovoljivo. Letos smo pa datum spremenili oziroma smo se malo prilagodili tudi ostalim podobnim prireditvam na področju bivše Jugoslavije. Spremenili smo ga zato, da bi se lahko, bom rekel, da bi se večina tekačev lahko udeležili, bom rekel, vseh tekem. Zato smo letos šli na mesec oziroma 2 meseca prej. Glede na to, da so se v Kranju pa že prej v Trbojah dosegali odlični časi, da letos prihajajo odlični tekači, si upaš napovedati, kakšen bo zmagoviti dosežek, ali pa kakšnega bi si želel morda kot direktor tekmovanja? Jaz si definitivno želim rekorda, ki ga še vedno drži iz prve edicije Marco Bonfiglio, Italijan. On je pretekel, mislim, da 152 km pa 750 metrov. Seveda si želim tega, ampak mislim, da za tak rezultat se mora tekaču res marsikaj poklopiti. Sigurno bi bilo tudi lažje za vsakega, ki je, bom rekel, približen, pripravljen takih rezultatov, sposoben takih rezultatov, da ima tudi, bom rekel, konkurenco. Dajva še za konec, Klemen, morda o dirki, ki je zdaj že kar vključena v lokalno okolje, najbrž jo je mestno prebivalstvo sprejelo, tudi mestne oblasti, dobro sodeluješ z njimi, si morda želiš še kaj boljšega sodelovanja z lokalnim gospodarstvom, morda še kakšnega dodatnega sponzora, da bi podprl dokaj ambiciozne načrte te prireditve tudi za naprej? Ja, seveda. Mi smo tole prireditev oziroma svojo zmajo zastavila, rekel, toliko na visok oziroma postavila tole letvico toliko visok, da se vsak dan sprašujeva oziroma naj skrbi, pa k sreči tudi, bom rekel, vsak dan zviva kakšno dobro novico, govorimo o sponzorstvih, o podjetjih, ki hočejo sodelovati, da lahko rečem, da zaenkrat nama kaže dobro. Je pa res, da ko se pokaže, da dobimo kakšnega novega sponzorja, kakšno, bom rekel, dodatno pomoč, takrat pa tudi ideje, kaj vse bi še lahko naredili, dežujejo, sploh z moje strani. Tako da, ja, seveda. No, torej bomo še... Jaz bi povabil, jaz zagotavljam vsem, da prireditev bo res izvedena na vrhunskem nivoju. Zdaj govorim, bom rekel, jaz mislim, da supermaratona, to vrstnega, kar sem jaz videl, kar sem jaz bil, mislim, da
tega nivoja nobena ne dosega. No? Zdaj pustimo mi te špartatlone in te zadeve, ampak bom rekel, te krožnih dirk pa mislim, da take ni, sigurno ne. Sploh letos, še to moram povedati, no? Da bi, seveda, kot sem prej rekel, hočemo zagotoviti udeležencem našega supermaratona najboljše vzdušje. Najboljše vzdušje bomo tudi dosegli s tem, da bomo letos priključili tebi, Marko, še enega povezovalca, še enega moderatorja, Nikota, ker pač hočemo, da je vseh 12 ur, pa mogoče še kaj več, bom rekel, razpoloženje na tekmi maksimalno. Ker pač zavedamo se, da skozi to bojo tekači tudi lahko dosegali boljše rezultate oziroma bojo lažje preživeli teh 6 ali celo 12 ur. Kakšen lep zaključek si delil, Klemen. Ja. Mi bo čast in veselje tudi letos, jasno. Klemen, hvala za tvoje javljanje. Mislim, da sva povedala marsikaj, da sva še koga navdušila, da pride, če ne teč, pa saj pogledati 5. junija v Kranj. Mi da bo tam jasno, upajva, da tudi lepo sončno vreme, no, vse ostalo pa zrihtamo. Tako da, Klemen, uspešne priprave še naprej, dober tek, se vidimo. Mare, hvala tebi, lepo se me. Čau. Čau. Takole, za tokrat bo dovolj, tekaškega filma ta teden nimam, ako bi kaj športnega, si lahko gledate Kralja Richarda, film, v katerem je zaigral sveži Oskarjevec Will Smith, da si ravno je njegov nastop na podelitvi Oskarjev, ko je pretepal Chrisa Rocka, morda celo bolj zanimiv. Imam pa knjigo tedna z domačih logov, sicer že iz leta 2013, ampak še vedno aktualno. Več kot 300 strani športne znanosti je skupaj sestavil Grega Hočevar, znani triatlonec, reprezentant, državni prvak, organizator dogodkov in trener. Ustvarjen za gibanje. Knjiga, ki je išla pri založbi Ciceron, je tista, s katero dobivamo na knjižne police izvirno delo domačega avtorja, kakršnih pravzaprav sploh ni veliko. Že sama zamisel je bila drzna. Zapleteno mnogoplastno zgodbo o človeškem telesu, o njegovi sestavi, ustroju in procesih, ki človeku omogočajo tako čudovite gibalne sposobnosti, povedati tako, da bo bralec, nedeljski rekreativec ali pa vrhunski tekmovalec začel v njej prepoznavati svoje lastno telo. Da bo znal tudi prisluhniti njegovim šumom in po njih ocenjevati morebitne okvare, morebitne poškodbe ali pa odkrivati seveda tudi nove meje svojih telesnih zmogljivosti. Ustvarjen za gibanje tako ni enciklopedični priročnik, ki bi odgovarjal na 1001 vprašanje, je pa bolj pripoved. Pripoved, ki nas poskuša spoprijateljiti z našim lastnim telesom. Avtor nas tako lahkotno vodi skozi zapletene kemične, fizikalne, fiziološke in druge procese ter zanje ves čas išče ponazoritev v vsakdanjem življenju. Tudi v naravi, tudi celo v pripovedih literarnih klasikov ali pa v svetu vrhunskega športa. Včasih nam prav presenetljivo preprosto odgovarja na zapletena vprašanja, kaj je recimo mišični spomin, zakaj kolcamo, s kakšno hitrostjo bi lahko tekli po vodi in gladini ali katere mišice se sprožijo, ko natakamo kozarec vina. Ustvarjen za gibanje je tako knjiga, ki se je boste veselili vsi, ki kdaj obujete tekaške copate, sedete na kolo ali kako drugače poženete svoj stroj v višje obrate. Morda ne boste prebirali na dušek in bo včasih potrebno večkrat prebrati kakšno poglavje, a nič za to. Grega Hočevar je celo fiziološko potrditev pregovora, da se počasi daleč pride v besedil v tejle knjigi. Hvala za pozornost, spoštovani in spoštovane. 89. epizoda podcasta Zagreti za tek je bila tole. Ostanite zdravi, če uspete, lahko donirate za dober namen in seveda zagreto tecite. Hvala, se vidimo.